Ja, lejte, to je zelo odvisno individualno od celotne prehrane. Načeloma pa rečemo, da prehranske smernice, o teh se veliko govori, pa piramide in ne vem kaj, priporočajo nekje 2 do 3 ali 4 obroke. Kaj naj bi to pomenilo? En obrok je ali 2 decilitra ali 250 mililitrov, to zdaj tudi spet odvisno, kdo to priporoča, katera pravzaprav ustanova. Ampak rečemo tam nekje odrasel človek naj bi zaužil med 400 do 600 mililitrov mleka, ampak to ne pomeni zdaj, da mora popiti pol litra mleka. To je skupaj z mlečnimi izdelki, to se pravi siri, skute, jogurti, kisla smetana in tako naprej. Zato, ker dejansko vsebuje vsa mikro- in makrohranila v zelo dobrem razmerju in pa tudi določene bioaktivne komponente, ki so nekje ščitijo organizem. Skratka, za otrokov razvoj mleko res zelo pomembno, ne samo proteini, ampak recimo razvoj kosti, ne samo kalcij. Potrebni so proteini, potrebni je magnezij, potreben je cink, potreben je fosfor. Vse to imamo v mleku. Potem so potrebni vitamini za to, da gre metabolizem normalno za delovanje encimov, ki morajo sodelovati pri izgradnji kosti. Vitamini B kompleksa, vitamin K, vitamin D. Skratka, vse to je naenkrat prisotno v obroku mleka. Če nekdo ne more uživati mleka, bodisi zaradi zdravstvenih razmer ali to, potem je potrebno nadomestiti ta hranila z drugimi. To je mogoče, Zdaj ne bomo rekli, da brez mleka ni življenja, daleč od tega. Vendar je potrebno razmišljati o tem, da je potrebno vse te mikroelemente, Ni problem proteine nadomestiti, ni problem maščobe nadomestiti, Ogljikove hidrate. Problem je nadomestiti celo pestrost mineralov in vitaminov, teh mikrohranil, ki so istočasno v mleku tudi prisotni. Laktozna intoleranca ni velik problem, če tako pogledamo. Lahko mirno uživajo mleko, kjer je laktoza razgrajena na oba monosaharida, na glukozo in galaktozo, da pravilno povemo, tle ni laktoza ven vzeta, ampak je samo razgrajena, zato je to mleko tudi slajše po okusu. Večina teh ljudi brez kakršnih koli težav uživa fermentirane mlečne izdelke. Jogurt, kislo mleko in tako naprej, sire. Zakaj? Zato, ker je delno razgrajena laktoza in pa še mikroorganizmi pomagajo pri razgradnji tiste zaužite laktoze.